Včasih mislimo, da se je tehnologija začela šele, ko so se pojavili računalniki, mobilni telefoni in internet. Vendar to ni res, saj je pred več kot 1800 leti neki izumitelj na Kitajskem ustvaril napravo, ki je lahko zaznala potres, tudi če ga ljudje v okolici niso občutili. To ni bil mobilni telefon, to ni bil računalnik in še zdaleč ne moderna naprava. Bila je velika bronasta posoda z zmaji ob strani in žabami spodaj. Njegov videz je bil nenavaden, vendar to ni bila dekoracija, to je bil tako imenovani starodavni detektor potresov. Po podatkih ameriškega geološkega zavoda je prvi znani seizmoskop izdelal kitajski učenjak Jiang Heng leta 132 naštelta. V času dinastije Han je bil potres v Kitajski velik vir strahu. Ko je prišlo do potresa, niso bile poškodovane le hiše. Poškodovalo se je tudi zaupanje ljudi v voditelja. Takrat je veliko ljudi verjelo, da če pride do velike nesreče, je to lahko znak, da nebo ni več naklonjeno cesarju. Zato je bilo za cesarski dvor zelo pomembno, da takoj izvejo, kje je prišlo do potresa. Ne zato, ker bi lahko preprečili nesrečo, ampak da bi lahko takoj poslali pomoč na prizadeto območje. In tukaj nastopi Jiang Heng. Ni bil navaden človek. Bil je astronom, matematik, inženir in državni uradnik. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Po podatkih Science Museum Group je Jiang Heng znan na področju astronomije, matematike in seizmologije, njegova naprava pa je eno najzgodnejših znanih orodij za zaznavanje potresov. Njegova iznajdba na prvi pogled ni videti kot stroj, bolj je podobna veliki bronasti posodi. Okoli nje je 8 zmajevih glav. Vsak zmaj v ustih drži majhno bronasto kroglico. Spodaj pa je 8 bronastih žab z odprtimi usti. Ko pride do potresa na oddaljenem kraju, ena kroglica pade iz zmajevih ust v usta žabe. In kateri zmaj spusti kroglico, ta pove, iz katere smeri je prišel potres. Ne pove pa, kako močan je bil potres. Tudi ne beleži grafa kot sodobni seizmograf. Ampak za njihov čas je bila to že zelo velika stvar. Ker če je bil potres v oddaljeni provinci, je lahko trajalo več dni, preden je novica prišla do prestolnice. Ampak z napravo Jiang Henga je bilo mogoče takoj izvedeti, če je prišlo do potresa daleč stran. Po zgodovinskem zapisu v knjigi poznejše dinastije Han je bil celo primer, ko je naprava delovala, čeprav v prestolnici niso čutili nobenega potresa. Nekaj dni potem so prišle novice, da je bil potres na zahodnem delu cesarstva. Palača je bila tiha, nihče se ni premikal. Na tleh ni bilo razpok, nobena stena se ni tresla, a potem se je nenadoma zaslišal zvok padajoče bronaste krogle. Za ljudi tistega časa je bilo to kot čarovnija. Kako bi lahko bronasta posoda zaznala potres, ki ga ljudje niso občutili? Kako lahko pove, odkot je prišlo tresenje? Zato ni presenetljivo, da so nekateri dvomili. Nekateri uradniki so na to morda gledali kot na prevaro, nenavadno predstavo ali nekaj, v kar je težko verjeti. A vendar je pomembno, da ta naprava nekaj prikazuje. Ljudje že dolgo poskušajo razumeti svet s pomočjo opazovanja, načrtovanja in inženirstva. Pravzaprav Jiang Hengov stroj ni bil popoln v primerjavi z napravami, ki jih uporabljamo danes, a pomembno je, da so ga takrat uporabljali. Dodam naj še, da originalna naprava Jiang Henga ni več ohranjena. Kar vemo o njej, izvira iz starih zapisov in sodobnih rekonstrukcij. A vendar je res impresivno, da so že v starih časih imeli takšno napravo. To je še ena izmed izjemnih stvari pri izumu Jiang Henga. To je bilo narejeno v času, ko še ni bilo elektrike, satelitov, senzorjev ali interneta. Samo z uporabo bronastega mehaničnega dizajna in globokega razumevanja gibanja je ustvaril napravo, ki je postala pomemben del zgodovine znanosti. In tukaj se začne večje vprašanje. Če je takšna iznajdba obstajala že takrat, koliko starodavnega znanja se je še izgubilo? Koliko naprav je bilo še uničenih? So bile polajt ali pa jih naslednja generacija ni prejela? Ker včasih zgodovina tehnologije ni preprosto vedno v vzponu. Včasih so ljudje izumili neverjetne stvari, potem pa jih je svet pozabil. Kljub temu, ker je sčasoma izginila prava zasnova naprave Jiang Henga, ni več originalnega stroja, ni več jasnih načrtov. Ostali so le stari zapisi, ki pravijo, da je obstajala bronasta posoda z zmajem, žabo in kroglami, ki padejo, ko pride do potresa. Zato so se skozi leta ljudje spraševali, ali je to res. Ali pa je to morda le zgodba, ki jo je čas napihnil. Pomembno je, da si tukaj na jasnem. Originalne naprave nimamo, zato ne moremo trditi, da 100% vemo, kako je bila videti njena notranjost.
A vendar pa, na podlagi rekonstrukcij in raziskav raziskovalcev, obstaja možno pojasnilo, kako je to delovalo. In to pojasnilo ni čarovnija, temveč zgolj fizika. Predstavljaj si, da stojiš v avtobusu. Ko avtobus nenadoma ustavi, te vrže naprej, čeprav tega ne želiš. To se zgodi, ker se tvoje prevozno sredstvo nenadoma ustavi. To je preprosta ideja o inerciji. Nekatere stvari, kot da želijo ostati v svojem prvotnem gibanju ali položaju, vendar jih zmoti neka zunanja sila. Podoben princip je verjetno veljal tudi v Zhanghengovem seizmoskopu. V notranjosti velike bronaste posode je bil morda obešen ali postavljen težak del, nekako kot nihalo. Zato, ko pride do rahlih vibracij zaradi oddaljenega potresa, se lahko telo posode rahlo premakne. Toda težko nihalo v notranjosti zaradi inercije ne bo takoj sledilo gibanju. Tam pride do majhne razlike v gibanju. Majhna je ta razlika, a dovolj, da potisne vzvod. Ko se vzvod premakne, se sproži mehanizem v ustih zmaja. Nato bronasta krogla pade v usta žabe spodaj. In ker je okoli 8 zmajev, lahko pokažejo, iz katere smeri prihaja tresenje. Preprosto poslušajte zdaj. Toda leta 132 našega štetja je bila ta ideja zelo globoka. Ker v tistem času še ni bilo sodobnega seizmografa, še ni bilo računalnika, ki bi bral potresne valove, še ni bilo satelitov, še ni bilo hitre komunikacije, da bi takoj izvedeli, kje je nesreča. Zato tisto, kar je naredil Zhang Heng, ni bila zgolj nenavadna dekoracija. Bila je to ideja za zgodnje opozarjanje. Ne prepreči potresa, ne pove natančne moči, vendar lahko sporoči, da je prišlo do tresenja v določeni smeri. In v času, ko so novice počasne, je to velika stvar. Kajti če prestolnica prej izve, da je bila neka provinca prizadeta, lahko tudi prej pošlje pomoč. Tukaj vidimo, da starodavna tehnologija ni vedno primitivna ali zgolj stara. Včasih so materiali preprosti. Samo bron, samo krogla, samo vzvod, samo nihalo. Ampak ko je dizajn pravi, je rezultat lahko zelo močan. In zdaj, iz Kitajske, se bomo preselili k drugi vrsti starodavne skrivnosti. Ni več velika bronasta naprava, ni več potres, ni več palača, ampak majhen rimski kelih, ki se nahaja v Britanskem muzeju v Londonu. Na prvi pogled je videti kot luksuzni kozarec bogatega človeka. Toda bolj, ko so ga znanstveniki preučevali, bolj nenavaden je postal. Imenuje se Likurgov kelih. Po podatkih Britanskega muzeja je to poznorimski kelih za pitje iz 4. stoletja, narejen iz stekla in prikazuje prizor o kralju Likurgu. Ta kelih je v zbirki Britanskega muzeja in je znan po svoji nenavadni barvi. Ko ga osvetli svetloba od spredaj, steklo izgleda zeleno. Toda ko svetloba prihaja od zadaj ali gre skozi notranjost keliha, postane rdeč. Videti je kot navaden kozarec, nenadoma spremeni barvo, odvisno od svetlobe. Če bi tu gledal otrok, bi lahko rekel, da je kot čarovnija. A razlog ni čarovnija. Temu pravimo dikroično steklo. To pomeni, da je barva, ki jo vidimo, različna, odvisno od tega, kako svetloba prehaja ali pada na steklo. In tukaj postane rimski kelih še bolj osupljiv, saj je njegova skrivnost v izjemno majhnih delcih pomešanih v steklu. Po raziskavah, omenjenih v Britanskem muzeju, so v steklu Licurgusovega keliha zlate in srebrne delce, a teh ni mogoče videti s prostim očesom. To niso veliki kosi kovine, ki bi jih lahko videli s prostim očesom. To je izjemno majhno, je na nanoskali. Da bo lažje razumeti, si predstavljaj eno lasno vlakno. In to vlakno razdeli na veliko manjših delov. Delci v steklu so veliko manjši v primerjavi z lasmi. Zaradi svoje majhnosti imajo poseben učinek na svetlobo. Ko svetloba pride iz druge smeri, se pojavi druga barva, zato je spredaj zelena. Ampak ko svetloba prodre skozi steklo, postane rdeča. Kot da ima skodelica skrivno stikalo. Toda stikalo ni gumb, stikalo je sama svetloba. Najbolj presenetljivo pri tem je, da to ni kar navadna barva. To ni preprosta barva, ki bi jo nanesli na površino. Barva izvira prav iz načina mešanja drobnih kovinskih delcev v steklu. In ker je učinek enakomeren po celem kozarcu, to dokazuje, da ni šlo zgolj za naključno nesrečo. Ni tako, kot da bi kovanec po nesreči padel v staljeno steklo. Bolj verjetno je, da so rimski steklarji vedeli nekaj o posebnem mešanju materialov, čeprav niso uporabljali sodobnega izraza nanotehnologija. To ne pomeni, da so imeli mikroskop, kot ga imamo danes. Prav tako to ne pomeni, da so znanost razumeli na način, kot jo razumejo sodobni znanstveniki. Vendar je jasno, da so imeli praktično znanje. Vedeli so, da če je mešanica prava, toplota prava in postopek pravilen, nastane poseben učinek. To je tisto, kar pogosto pozabljamo pri starem svetu. Morda niso poznali vseh formul, ki jih poznamo danes. Veliko jih je bilo zelo dobrih pri metodi poskusov in napak.
Večkrat so preizkušali materiale. Opazujejo, kaj se spreminja. Zapomnijo si, katera mešanica je delovala in tehniko predajo naslednjemu obrtniku. Zato likurgova čaša ni le lep kozarec, je dokaz, da so bili starodavni obrtniki izjemno spretni. Sposobni so bili narediti nekaj, kar bi tudi sodobnega človeka ustavilo in mu vzbudilo vprašanje, kako so to uspeli narediti. Še bolj zanimivo pa je, da ima ideja za tem kozarcem povezavo z moderno znanostjo. Danes znanstveniki uporabljajo obnašanje majhnih kovinskih delcev na svetlobo za različne tehnologije. Sem spadajo senzori in medicinske raziskave. To pomeni, da je stvar, ki so jo včasih uporabljali, da bi navdušili goste na zabavah bogatih, danes v pomoč pri razvoju idej v moderni znanosti. To je tisto, kar je posebno pri starodavnih izumih. Včasih mislimo, da gre samo za umetnost, samo za okras. Zdi se, da je to le predstava bogatih. Toda ko znanost razkrije skrivnost, vidimo, da je v ozadju prava inženirstvo. Seismoskop Jianghenga prikazuje, kako je starodavna Kitajska uporabila gibanje in inercijo za zaznavanje potresov. Licurbusova čaša pa prikazuje, kako so rimski obrtniki uporabili izjemno majhne delce za nadzor barve svetlobe. Povsem različna svetova sta, povsem različna namena imata. Ena je za nesreče, druga pa za razkošje in razstavo. A oba nekaj prikazujeta. Stari ljudje niso bili neumni, niso preprosto ugibali v temi. Nekateri med njimi so potrpežljivo opazovali, eksperimentirali in ustvarili stvari, ki presegajo naša pričakovanja za njihov čas. In če so lahko razumeli gibanje zemlje in igro svetlobe na steklu, je povsem naravno, da sledi še eno vprašanje. Če je takšno znanje obstajalo že takrat, je mogoče, da so bili tudi ljudje opazili še en inventar, vidno silo. Silo, ki je ni mogoče videti s prostim očesom, ampak jo lahko občutiš, ko steče skozi kovino. Sila, ki jo danes imenujemo elektrika. Ampak obstaja ena stvar pri starodavni tehnologiji, na katero moramo biti pozorni. Ni vse, kar je skrivnostno, nekaj, v kar bi morali takoj verjeti. Ko je artefakt nenavaden, mu ljudje hitro pripišejo pretirane zgodbe. Včasih drugi takoj rečejo, da je to dokaz o izgubljeni napredni civilizaciji. Včasih pa pravijo, da so že takrat imeli elektriko, ki so jo uporabljali za velike skrivnosti. V tem dokumentarcu ne bomo slepo nasedali pompu, pogledali bomo, kaj lahko resnično podprejo dokazi. In tukaj pride v ospredje eden najbolj kontroverznih starodavnih predmetov, najdenih blizu Bagdada v Iraku. Mnogi ga imenujejo bagdadska baterija. Na videz je preprosta, majhen glineni vrč, v notranjosti je bakren val in na sredini je železna palica. Ko to slišiš, se zdi, kot da je podoben osnovni bateriji. Ima dve različni kovini in v notranjost lahko daš tekočino. Zato, ko so o tem prvič govorili nekateri raziskovalci, je nekdo predlagal, da so to morda uporabili za ustvarjanje šibkega električnega toka. Po nekaterih poročilih o artefaktu so ga našli leta 1936 in ga običajno povezujejo s partijsko ali sasanidsko dobo. A vendar, do danes še vedno ni jasno, zakaj se je to v resnici uporabljalo. Tu se je začelo veliko vprašanje. Če je to lahko proizvajalo elektriko, zakaj je bila namenjena? Takrat ni bilo mobilnih telefonov, ni bilo električnih žarnic, ni bilo motorjev, polnilcev ali gospodinjskih aparatov. Zato so nekateri ljudje ustvarili še večje teorije. Nekateri so rekli, da je bilo to morda uporabljeno kot starodavna luč, drugi so rekli, da je bilo morda uporabljeno pri tempeljskih obredih. Nekateri so rekli, da so to morda uporabljali za zastraševanje ljudi, kot da imajo duhovniki posebno moč. Vendar moramo biti previdni. Ni enega trdnega dokaza da so bagdadsko baterijo uporabljali za osvetljevanje templjev ali piramid. Tudi ni jasnih dokazov, da je bila to del večjega električnega sistema. In po mnenju številnih arheologov še vedno ni potrjeno dejstvo, da je to res baterija, ki so jo uporabljali v starih časih. Obstajajo tudi druge razlage, kot je možnost, da je to posoda za zvitke ali ritualne predmete. Toda to ne pomeni, da ni nič zanimivega tukaj. Ker če narediš repliko z uporabo dveh različnih kovin in kisle tekočine, kot sta kis ali limonin sok, lahko to ustvari šibko napetost. Ni močna. Ni dovolj, da bi osvetlil hišo, ni dovolj, da bi poganjal stroj. Ampak dovolj je, da pokaže, da je možna preprosta kemijska reakcija, ki ustvarja električni tok. Da boš lažje razumel, si predstavljaj otroško svetilko, ki ima že skoraj prazno baterijo. Še vedno sveti, ampak zelo šibko. Takšna je moč, o kateri tukaj govorimo. Zato, čeprav je to baterija, to ni dokaz o starodavnem električnem mestu. Možna uporaba je bila veliko bolj preprosta. Nekateri so predlagali, da so to morda uporabljali za galvanizacijo.
To pomeni uporabo šibkega električnega toka, da se tanka plast kovine prilepi na površino drugega predmeta. Naprimer, imate majhen predmet iz bakra. Ko je ta predmet postavljen v pravo raztopino in je prisoten električni tok, se lahko na površino prilepi tanka plast druge kovine. Ampak tukaj moramo biti spet pošteni. Teorija o galvanizaciji je zanimiva, vendar še ni splošno sprejeta. Še vedno ni dovolj arheoloških dokazov, da je bil artefakt res uporabljen na ta način. Zato je bolj pravilno reči, da je bagdadska baterija skrivnosten predmet z možno zasnovo, podobno bateriji, vendar njen pravi namen še ni potrjen. In tukaj postane zgodba še bolj zanimiva. Ne zato, ker bi zagotovo obstajala starodavna civilizacija z elektriko, ampak zato, ker to prikazuje, kako bi morali razmišljati o zgodovini. Ni vse, kar je nenavadno, magija. Prav tako ni vse, kar je nenavadno, ponaredek. Včasih je pravi odgovor nekje vmes. Obstaja možnost, vendar še vedno primanjkuje dokazov. In medtem ko se še vedno razpravlja o bagdadski bateriji, obstaja en artefakt, za katerega so dokazi veliko bolj jasni. Nekaj, kar ni več zgolj mogoče. Nekaj, kar je resnično pokazalo izjemno visoko mehansko spretnost starodavnega sveta. To je antikiterski mehanizem. V začetku 1900-ih so potapljači našli domnevno starodavno razbitino ladje blizu otoka Antikitera v Grčiji. Pod morjem niso našli le navadnih kamnov, bile so tudi kipe, starodavni predmeti, stvari, ki so pripadale potopljeni ladji. A vendar, najpomembnejše med vsem tem niso takoj opazili. Bila je to zarjavela bronasta svetilka. Zdela se je kot zarjavel in poškodovan kos. Če bi ti to našel, bi morda mislil, da je to samo smet. Toda ko se je razbila in so pogledali v notranjost, so raziskovalci videli nekaj, česar niso pričakovali. Bili so zobniki. Majhni zobniki. To ni bil navaden kos kovine, bila je to naprava. In ne le navadna naprava. Po sodobnih raziskavah je antikiterski mehanizem starogrška ročno gnana naprava, ki so jo uporabljali za izračunavanje gibanja Sonca, Lune in astronomskih ciklov. Številni raziskovalci jo imenujejo tudi za prvi znani analogni računalnik. Da bi bilo lažje razumeti, si predstavljaj majhno leseno škatlo. V njej je veliko bronastih zobnikov, ki so med seboj povezani. Ko zavrtiš ročico, se premikajo kazalci. To ni kalkulator z zaslonom, to ni računalnik s tipkovnico, vendar pa lahko ta naprava prikaže pomembna gibanja na nebu. Lahko pomaga človeku razumeti cikle Sonca in Lune. In po raziskavi, objavljeni v PLOS ONE, ima antikiterski mehanizem del, ki se uporablja za napovedovanje mrkov s pomočjo Sarosovega cikla. Cikel, ki se že dolgo uporablja pri preučevanju mrkov. To pomeni, da to ni igrača. To ni preprosta dekoracija. To je mehanski model neba. Danes, ko želimo izvedeti, kdaj bo prišlo do mrka, preprosto odpremo internet. Ampak včasih so potrebovali matematiko, opazovanje in izjemne mehanske spretnosti. In tukaj postane antikiterski mehanizem resnično osupljiv, saj niso le poznali vzorcev neba, izdelali so celo stroj. Znanje ni bilo le v glavi ali na papirju. Spremenili so ga v gibajoče se zobnike, nekakšen koledar, astronomsko orodje in kalkulator v enem. Vendar je treba popraviti eno pogosto pretiravanje. To ni računalnik kot prenosnik ali mobilni telefon, nima elektrike. Nima zaslona, nima pomnilnika kot sodobni računalnik. Analogni računalnik tukaj pomeni mehansko napravo, ki uporablja fizične dele za izračunavanje ali prikaz izračunanega gibanja. Podobno kot stari mehanski računalniki, ali prikaz izračunanega gibanja, podobno kot star mehanski računalnik. Če so zobniki pravilni, je tudi gibanje urnih kazalcev pravilno. Pri antikiterskem mehanizmu, če so zobniki pravilni, lahko prikaže cikle nebesnih teles in takrat se ti naježi koža. Ker to dokazuje, da so imeli antični grški inženirji sposobnost izdelati izjemno natančen mehanizem. Čeprav niso imeli naših sodobnih orodij, imeli so znanje iz geometrije, astronomije, obdelave kovin in mehanskega načrtovanja. Niso izdelovali samo templjev in kipov, izdelovali so tudi kompleksne stroje. In še bolj žalostno je, da se je takšna raven zobniške tehnologije za dolgo časa izgubila. Ne zato, ker bi ljudje izgubili pamet, ampak zato, ker se znanje zlahka prekine. Ko so se delavnice uničile, učitelji izginili, zapisi se izgubili ali pa so mesta, ki so financirala takšne projekte propadla, se je lahko izgubila celotna tradicija izdelave. Zato včasih zgodovina tehnologije ne gre vedno samo navzgor. So obdobja, ko se dviga, obdobja, ko pada in obdobja, ko je pokopana pod morjem, kjer čaka tisoče let, preden jo ponovno odkrijemo.
Toda starodavni inženirji niso uporabljali mehanike samo v astronomiji. V drugih delih starodavnega sveta so bile naprave narejene ne za izračunavanje mrkov, ampak za ustvarjanje čudežev v očeh ljudi. Tukaj nastopi Heron iz Aleksandrije. Heron je bil grški inženir in matematik, ki je živel v Aleksandriji v 1. stoletju našega štetja. Znan je po napravah, ki uporabljajo zrak, vodo, toploto in pritisk. V svoji knjigi Pneumatika je opisal različne stroje, ki delujejo s temi silami. Po raziskavah o Heronovih strojih so nekatere njegove naprave uporabljale ogenj, zračni pritisk, vodo in preproste mehanske sisteme za ustvarjanje samodejnega gibanja. Ena najbolj znanih idej, ki jih povezujejo z njim, so samodejna vrata templja. Tukaj je preprosta razlaga. Predstavljaj si velik tempelj, spredaj so težka vrata. Duhovnik pristopi k oltarju, moli in prižge ogenj. Po nekaj trenutkih se vrata počasi odprejo, čeprav jih nihče ne drži. Za ljudi tistega časa je izgledalo, kot da je Bog sprejel njihovo molitev. V resnici pa je bil spodaj skrit mehanizem. Ko se oltar segreje, se segreje tudi zrak v zaprti posodi. Ko se zrak segreje, se razširi in potisne vodo v drugo posodo. Ko se posoda polni z vodo, postaja težja. Zaradi teže potegne vrv in škripčevje, ki sta pritrjena na vrata. Zato se vrata odprejo. Ko ogenj ugasne, se zrak ohladi. Voda se vrne v prvotno posodo, teža se ponovno zmanjša in vrata se počasi zaprejo. Za navadnega človeka je to čudež, toda v ozadju je postopek preprost. Ogenj, toplota, zrak, voda, teža, vrv in škripčevje. To je tisto, kar premika vrata. In Hiron je ustvaril samo avtomatskih vrat. Imel je tudi zgodnjo različico prodajnega avtomata. Ta ni izdajal brezalkoholnih pijač ali hrane. Sveto vodo je ta naprava dajala v templju. Ko je človek vrgel kovanec, je ta padel na majhno ročico. Ker ima kovanec težo, se je ročica premaknila in ventil se je odprl. Voda je pritekla ven. Nato, ko je kovanec zdrsnil v posodo, se je ročica vrnila in ventil se je zaprl. Preprosto, a zelo pametno. To je kot starodavni avtomat na kovance. To kaže, da so ljudje že od nekdaj razmišljali, kako narediti stroj, ki se bo premikal sam. Toda najbolj znan izum heroja je eolipila. To je votla kovinska krogla, ki se vrti s pomočjo pare. Tako deluje. Pod kroglo segrevajo vodo. Ko voda zavre, nastane para. Para vstopi v kovinsko kroglo in izhaja skozi dve ukrivljeni šobi. Ko para izhaja, potiska kroglo, da se vrti, podobno kot balon, ki ga spustimo. Ko zrak piha v eno smer, se balon premika v nasprotno smer. Enako se dogaja pri eolipilu. Zaradi tega ga pogosto štejejo za zgodnjo idejo povezano s parnim strojem. Vendar je treba biti jasen. To ni parni stroj, kot so ga uporabljali na vlakih in v tovarnah med industrijsko revolucijo. Ne vleče težkih vagonov, ne poganja velikih strojev. Bolj pravilno bi ga bilo imenovati zgodnja demonstracija parne energije. Pokazal je, da lahko toplota in para ustvarita gibanje, toda takrat še ni bil uporabljen za večja opravila. In tukaj se pojavi veliko vprašanje. Če so že poznali parno energijo, zakaj industrijska revolucija ni začela v antičnih časih? Odgovor ni v tem, da jim je primanjkovalo pameti. Obstaja veliko razlogov, zakaj to še ni bilo praktično. Prvič, težko je bilo izdelati trdne in varne kovinske dele za parni pritisk. Če je kovina šibka, lahko poči. Če tesnilo ni dobro, bo para ušla. Drugič, potrebovali so veliko goriva za segrevanje vode. Potrebovali so les, oglje ali drug vir toplote. Tretjič, potrebovali so jasen razlog za uporabo tega pri večjih opravilih. Takrat so imeli vodne mline, moč živali, človeško delo in suženjstvo. Zaradi suženjstva veliko bogatih ni bilo prisiljenih zapravljati za drage in tvegane izume. Če so bili ljudje ali živali, ki so lahko opravljali delo, zakaj bi potem uporabljali zapleteno parno napravo? To ne pomeni, da je bilo suženjstvo edini razlog, ampak to je bil velik del takratnega gospodarskega sistema. Zato herojeva eolipila ni dokaz, da bi rimsko cesarstvo skoraj imelo vlake. Pravilneje je to gledati kot zgodnjo iskro. Ljudje so že videli, da lahko para povzroči gibanje, a svet še ni bil pripravljen, da bi to idejo spremenil v industrijo. In tukaj vidimo veliko lekcijo. Izum ni samo stvar pameti. Tudi če je ideja dobra, so še vedno potrebni pravi čas, pravi materiali, prava orodja, pravo gospodarstvo in pravi razlog, da jo uporabimo. Enaka lekcija velja tudi za druge starodavne tehnologije.
Seismoskop Jianghenga prikazuje, da je bila starodavna Kitajska sposobna izdelati napravo za zaznavanje potresov. Licurgusova čaša prikazuje, da so rimski obrtniki znali izdelati steklo, ki spreminja barvo zaradi drobnih kovinskih delcev. Bagdadska baterija je opomnik, da ni treba vsake skrivnosti sprejeti kot dejstvo, saj njen pravi namen še ni povsem znan. Mehanizem iz antikitere je jasen dokaz, da so stari Grki znali izdelati kompleksen zobniški sistem za astronomijo. In stroji heroja iz Aleksandrije kažejo, da so ljudje že takrat imeli idejo o avtomatizaciji, prodajnih avtomatih in gibanju na parni pogon. Najpomembnejša točka je ta: napredek ni vedno stalen. Ni nujno, da bo človeški izum takoj spremenil svet. Včasih izum prehiti svoj čas, včasih se ne izkoristi v celoti, včasih znanje izgine, ker se ne prenese na naslednjo generacijo. Zato ne smemo podcenjevati starodavnega sveta. Niso imeli mobilnih telefonov ali računalnikov kot mi, toda tudi niso bili preprosti ljudje, ki bi znali le ugibati. Veliko jih je znalo opazovati, eksperimentirati in izdelovati naprave z materiali, ki so jih imeli. In to je prava lekcija teh artefaktov. Pamet se ni začela pri nas. Ljudje že dolgo iščejo načine, kako uporabiti zemljo, vodo, zrak, toploto, svetlobo, kovine in zvezde. Toda znanje je treba varovati. Ker če se pretrga poučevanje, uničijo zapisi ali izginejo ljudje, ki znajo ustvarjati, lahko tudi napredno znanje izgine. In morda bo nekega dne prihodnja civilizacija našla naš razbit mobilni telefon. Brez baterije, brez signala, brez interneta. Gledali ga bodo in se spraševali, kaj je to? Je to steklo? Je to igrača? Je to ritualni predmet? Ali dokaz o civilizaciji, ki je nekoč lahko komunicirala s celim svetom s pomočjo majhne stvari na dlani? Takrat bomo razumeli pravo, resnično vrednost znanja. Najpomembnejši izum človeka ni le stroj, temveč sposobnost prenosa znanja na naslednjo generacijo. Če se to prekine, ne glede na to, kako napredni smo danes, lahko naš svet nekega dne postane skrivnost.